Danes v Pomurskem dnevniku. Prleški sejem. Mura zmagala proti Celju. Tradicionalni ponedeljkov sejem. Soboška komunala z razpisom za direktorja. Jutri bo jasno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Minulo soboto je na glavnem trgu v Ljutomeru potekal tradicionalni prleški sejem. Tudi tokrat pa je sejem privabil mnogo obiskovalcev, ki so lahko uživali ob dobri ponudbi in ob dobri glasbi. Poglejmo si, kako je bilo. Prleški sejem, ki se odvija 1. avgustovsko soboto v Ljutomeru, ponuja nepozabno izkušnjo zabave in doživeti. Dogodek poteka na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer so postavljene stojnice v tematskih avenijah, vključno z vinom, domačimi dobrotami, tradicionalnimi obrtnimi izdelki, bižuterijo in bolšjekom. Ja, v Lotmerki je gnes res eno fajno fešto, prleški sejem. Imamo rekordno število na stojnicah udeležencev oziroma sejmarov. Mislim, da se nam tudi naš ploc lotmerški dobro pune, tako pričakujem, da bude rekordno obisk, zaradi tega, ker imamo res planirane puno zabave, prleški kvintet, čuke, Dejan Dogaja, ansambel Štrk, mislim, da je nenormalno fajn. Poskrbljeno je za dobro pijačo, jedačo, mi imamo itak najboljša vina, tako vsaki, kjer še se ni do zdaj odločil, naj pride in naj doživi prleški sejem, tako kot tu mi znamo prleke. Poskrbljeno pa je tudi za pester program. Med drugim potekajo aktivnosti in delavnice za otroke, medtem ko priznani slovenski glasbeniki dodatno obogatijo sejemsko vzdušje. In za občino Ljutomer smo letos pripravili prav pester program, ampak tako pester, kot je sam program celotnega 65. praznika občine Ljutomer, še ni bil. Namreč lansko leto je sejem odpadel, zato je letos rekordno število prijavljenih ponudnikov. Kot slišite, je že prav zabavno, luštno. Je pa kot posebnost letos, da se praznik slavi 15 dni v čast tudi 150-letnici kasaštva tukaj v Ljutomeru. Tako da ja, res je nekaj posebnega, tudi protokolarno vino je letos prvič, da smo ga zbirali. Tako zelo pester program. Obiskovalci so bili nad letošnjim sejmom navdušeni. Ponudba je pestra, tako kot vsako leto. Pogače so vrhunske, vsega je zadosti, malo je ozvočanje preglasno, drugače pa je vrede. Danes sem tukaj predvsem zato, da še nekaj oddelam. Kasneje, ko pa bom konec z delom, pa komaj čakam, da tudi jaz malo zaplešem in se pozabavam in izkusim vse, kar ponuja danes prleški sejem. Ponudba se mi zdi fantastična, mislim, da še več ponudbe, kot je bilo prejšnja leta. Ker je lansko leto odpadel prleški sejem, mislim, da so letos tudi neke stvari dogradili, tako da mislim, da se najde nekaj za vsakogar, ko pride. Poleg obiskovalcev pa so uživali tudi ponudniki. Danes ponujemo medene proizvode, tudi za degustacijo medenjake, pečene na čebeljem vosku, medene likerje iz grozdja, potem ponujamo malo manj poznane kremne medove z okusi različnimi, od arabike, kave do borovnic, cimet, ingver. Potem imamo še tudi satovje v medu, tako da lahko se posladkamo, tako kot so se nekoč posladkali. Tako da prleški sejem, prleške dobrote medene, tako da to gre skupaj. Ponudbe je veliko, bi lahko rekli, mogoče malo manj rokodelcev, kot je bilo prejšnja leta, ampak vseeno za vsakega se nekaj najde. Vzdušje je enkratno, upajmo, da tako stane, da ne bo kakšna nevihta spet prišla, ampak vseeno upajmo na najboljše. Za dobro vzdušje so poskrbeli glasbeni gostje, med katerimi so bili prleški kvintet, čuki, ansambel Štrk in Dejan Dogaja band. Kljub temu pa je petkovo neurje povzročilo nekaj preglavic. Mi smo imeli res naporno noč, neurje nam je prizadalo marsikaj, ampak nismo obupali, stojnice na novo postavili, šotor ponovno postavili, nič nas ne ustavi, ostajamo pokončni, marljivi in drzni. V tretjem krogu prve slovenske nogometne lige je soboška Mura gostila aktualne državne prvake iz Celja.
Mura, ki je pogumno stopila v tekmo, je v 10. minuti z zadetkom Marka Strajnera premagala favorizirano Celje in zabeležila nove 3 točke. Poglejmo si izjave iz tabora Mure. Sezona je dolga, seveda mi gledamo tekmo po tekmo. Jaz sem zelo zadovoljen s to zmago, zadovoljen sem s predstavo fantov, dali so vse od sebe. Praktično nismo Celju dovolili, da bi si priigrali resnejšo priložnost. Vedeli smo, da bomo trpeli njihovo posest. Dobro smo se pripravili na tekmo in vesel sem, ker je neko dobro delo, zaenkrat se nam dobro vrača. Vesel sem, da se je vrnilo lepo vzdušje v Fazaneriju in nič, to je sigurno dobra popotnica za naprej. Jaz moram reči, da mi kot štab in fanti smo skoncentrirani samo na delo na igrišču. Zaenkrat to zgleda v redu, da imamo še rezerve, imamo. Da je kader relativno majhen, v dolgem prvenstvu pridejo kartoni, poškodbe, sigurno potrebujemo ukrepitve, ampak vesel sem, da smo v danem trenutku odigrali 3 dobre tekme. Danes, bom rekel, je čas za veselje, od jutri naprej se začnemo pripravljati na Maribor. Včasih zadaneš, včasih ne zadaneš, seveda, ko ne zadaneš, pol vsak razmišlja, kaj bi bilo, če bi bil nekdo drugi, ampak to je nogomet, kar je meni najbolj pomembno, da vsak igralec, ki dobi priložnost, da res maksimum od sebe in tekme na koncu ne zmaguje prvih 11, ampak zmaguje cela ekipa in mi smo vse te 3 kola zmagali kot ekipa. Če bomo tako nadaljevali, bom rekel, nas bo to nagrajevalo. Če se bo začel katerikoli posameznik pač samostojno pa vleči neke svoje osebne interese, to potem ne bo dobro. In dokler bo tako, bo v redu, jaz sem zadovoljen, čestitam fantom, res sem vesel za te 3 točke. Ja, seveda, napravili smo dobre priprave, ker so pokazali zdaj, ko se ekipa dobro spoznala. Nekaj časa smo igralci že duže v Küper, pa to je zdaj, na igrišči se vidi to vse. Celje ima svojo kvaliteto, mi smo jih dobro analizirali, dobro smo se pripravili na njih, znali smo, kje imajo slabosti, kje so dobre, pa najlepše je doma zmagati na Fazaneriji. Seveda, ja, mi točno znamo, kaj mora delati igralec, si zaupamo in te to pokazatelj na igrišče. Vsak prvi ponedeljek v mesecu na Trgu kulture in Zvezni ulici v Murski Soboti poteka tradicionalni kramarski sejem. Tudi tokratni sejem je poleg lepega vremena ponudil pestro ponudbo. Kramarski sejem je v Murski Soboti pravi dogodek, domači obrtniki in drugi ponudniki iz okolice namreč predstavijo svoje izdelke, občani pa se na sejmu družijo in kupijo katerega izmed izdelkov. Na stojnicah ponujajo košare, metle, razne ročne izdelke, oblačila, lesene mize, nagrobne sveče, čevlje, prte, igrače, suho sadje in ostale izdelke. Lepo vreme je bil danes dodaten pogoj, da se je tudi na tokratnem sejmu zbralo lepo število obiskovalcev. Tradicionalno soboško senje pa že vrsto let organizira Komunala Murska Sobota. Javno podjetje Komunala Murska Sobota je na svoji spletni strani objavilo razpis za imenovanje direktorja. Več pa v novici. V Uradnem listu Republike Slovenije je 2. avgusta 2024 nadzorni svet družbe Komunala javno podjetje objavil javni razpis za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogoja kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov družbe Komunala do vključno 15. avgusta 2024. Tomislav Zrinski je bil imenovan za direktorja javnega podjetja Komunala Murska Sobota leta 2020. Na razpis za to mesto so se takrat prijavili nekdanji direktor Štefan Cigan, Zrinski in še en kandidat, ki ni izpolnjeval vseh pogojev. Nadzorni svet podjetja je izbral Zrinskega, ki je takrat novembra prevzel 4-letni mandat. Za konec še preverimo vremensko napoved. Danes smo imeli v Pomurju jasen dan. V Krajinskem parku Goričko, Radencih in v Murski Soboti je bilo opoldne namerjenih 20, v Lendavi pa 21 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne še precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog 16, podnevi pa med 26 in 27 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo po večini sončno in vroče, verjetnost neviht se bo spet nekoliko povečala. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 18, čez dan pa od 30 do 32 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse v Pomurskem dnevniku. Za več informacij o Pomurju pa vas vabimo, da obiščete našo spletno stran www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek dneva vam želimo.